Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj. Evina, lepotilnica. Punce, čau! Ne vem, zakaj ta gib. Dobrodošli v novem videu, kjer ti bom danes pokazala 10 modnih kosov, zaradi katerih jaz komaj čakam, da se ozunaj utopli, da posije sonček in da začnemo nositi malo bolj lahkotna oblačila. Obenem bomo tudi pogledali, kateri trendi so letos pomladi, malo tudi poleti sploh moderni. Pri meni je sicer tako, da jaz vsako leto malo preverjam, kateri modni trendi so. Jih do določene mere tudi posnemam, ker v trgovini se praktično ne moreš izogniti potem temu trendu, ali so to, ne vem, pikčaste majčke, ali je to temen džins, ali so to visoka krila. Tako da vedno kupim kakšen kos, 2, 3, obenem pa vedno poslušam sebe, da je meni v tem udobno, da se dobro počutim, ker če se dobro počutimo, pa smo samozavestne in lepe. Tako da, evo, če te zanima mojih 10 pomladnih kosov in kateri trendi se bojo nosili pomladi 2018, potem glej naprej. In gremo kar k prvemu trendu. Letos bojo ful moderne torbice okrog pasu, ampak tukaj ni mišljen tiste male, recimo sam za telefon, sam za kakšne kovančke, ampak tiste ta prave, velike, dizajnerske torbice, katero boš dala čez ramo in noter pospravila vse. Druga modna zapoved so prosojne tkanine, ob tem pa valjda moraš paziti, da ne boš pokazala, odkrila preveč, ker not seksi. Tretja modna zapoved je džins, večni džins, ki pravzaprav ne gre nikoli iz mode. Tokrat bo popularen ful tak, torej temen, že skoraj črn, oprijete kavbojke, lahko tudi malo natrgane na kolenih, na stegnih, v kombinaciji recimo z temnim džekijom. Četrta modna zapoved so resice, se pravi ali na majčki, ali na torbici, ali na krilu, tako da če so ti resice všeč, boš letos prišla na svoj račun. Peta modna zapoved so navpične črte. Kar je v bistvu ful fajn, ker navpične črte te obenem naredijo tudi bolj vitke, bodo ravne, majčka, kakor imam jaz danes, pa te naredi malo bolj tako močno. Tako da, če želiš skriti kakšno kilco in obenem biti tudi modna, boš to lahko naredila z navpičnimi črtami. Naslednja modna zapoved so kratke hlače, sploh v kombinaciji s kakšnim suknjičem bo izgledala vrhunsko oblečena. Kar pa se tiče barv, bodo letos popularne ful živahne barve, kakor v bistvu skoraj vsako pomlad, s tem, da bo letos ful popularna rdeča. Tudi jaz imam v tej svoji zbirki kar 4 kose rdeče barve, v bistvu pa čisto naključno, všeč so mi bile in zato so šle pač z mano domov v vrečki. Na drugi strani pa pastelne barve, kakšna tako zelo umirjena roza, mint zelena, taka nebeško modra, kar je pa tudi fajn, če se ti je kakšna ali majčka ali krilo malo sprala, zaradi preveč pranja boš izgledala letos čisto moderna. Gremo kar mi zdaj na tile moje modne nakupe. Prvo stvar, ki bi ti jo pokazala, je tale živo rdeča oblekica. Tale je v bistvu iz H&M, stala je 15 evrov. Tale dodatek, se pravi tele bele črte, se mi zdi, da naredijo celotno oblekico malo bolj tako športno. Tako da jaz bi jo nosila kar v bistvu samo, mogoče čez zadnjico kakšno majčko, da vse ne mečkam bolj skrito vse skupaj. Pa v kombinaciji balerink ne maram, zato jih jaz ne bi nosila, tako da mogoče kar v kombinaciji s kakšnimi ali all-starkami ali pač nekimi belimi supergicami in mislim, da bi izgledala prav lepo. Gremo naprej. Naslednja je tale majčka, lahkotna, poletna, pomladna majčka. Najbolj všeč mi je, ker v bistvu nosiš tako na ramah in deluje tako zelo sproščeno in obenem zapeljivo. Rokavi so tlele, se pravi v tem delu oprijeti in tako lepo vse skupaj stisne, kar je fajn, ker je tukaj v tem delu pa tako malo na zvončka, tako da se potem ujema. Bila je, kupila sem jo v torej H&M-u, številka 34, bila pa je mislim, da okrog 25 evrov. Nima etikete, zato nisem prepričana, ampak mislim, da je bila tam nekje. Naslednji nakup je ravno tako oblekica in ravno tako iz H&M-a. H&M ima kar nekaj cool stvari, no. Se mi kar dopade njihova kolekcija, kar nekaj stvari najdem tam, tako da mi je kar ena izmed ljubših trgovin. Evo, da se pogledamo tole oblekico od blizu, glih tako ima torej podolgovate črte, kar zdaj že vemo, kaj pomeni. Všeč mi je tale v bistvu bel ovratnik in beli rokavi, zaradi česa v bistvu oblekica tudi deluje malo bolj športna in ravno tako bi jo nosila v kombinaciji s kakšnimi belimi supergami, torbico, mogoče
mogoče čop in bo čisto cool za mesto, za kino, tudi za službo, why not. Ne vem, a sem prej povedala ali ne, vedno sem govorila, da bodo moderne kratke hlače, moderne pa bodo tudi ozka krila. Zato je moj naslednji nakup ozko oprijeto krilo v rdeči barvi. Ta je v bistvu čisto po zadnji modi, se pravi imitacija usna, tukaj taki srebrni gumbki, v zadnji zadrga. Ful mi je všeč. V bistvu bi to nosila na kakšno ali črno oprijeto majčko ali belo, nujno oprijeta, ker je v bistvu sama v bistvu že to krilo tako mečka na zvončka in jaz osebno si predstavljam potem eno tako majčko, ko bi v bistvu zatlačila noter v krilo in nosila potem to dvoje. Zaradi tega kosa se tudi ful veselim, da bo končno pomlad. Definitivno ena ljubših majčk. V bistvu ni čisto bela, v taki umazano smetanovi beli barvi. Všeč mi je, ker so rokavi malo bolj taki ohlapni. Tukaj pri trebuščku pa je cela majčka malo bolj stisnjena. Všeč mi je tudi, ker v bistvu samo malo kaže trebuščka, torej ne preveč, ne celega popka, ampak tako malo torej pod popkom. Pol na sredini take v bistvu rožice in cela je cute in noro lepa in tako mi čakam, da jo bom nosila. Malo bomo prekinili zdajle oblačila in oblekce, pa gremo na čevlje. Evo, supergice v olivni barvi, še nikoli nošene. To je v bistvu nakup, ki definitivno ni modern, olivna barva, ni predpisana, zapisana, da se bo letos pomladi nosila, ampak to je kos, ki sem ga kupila zato, ker je meni všeč, se veste, jaz pa olivna. In v bistvu sem si že ful časa želela neke supergice v olivni barvi. Tukaj je tale vojaški vzorček z takimi srebrnimi bleščicami, tako da sem jih vzela samo zato, ker so meni všeč in ker bom lahko kombinirala na kar nekaj teh olivnih majčk, hlač. Moja številka noge, vem, da enkrat me je ena vprašala, 36. Mislim, da je zdaj na vrsti kos številka 7 in pod kos številka 7 bom štela kar 2 produkta, sončna očala. Torej sončna očala, ko pride pomlad, pride sonček in se začne torej sezona sončnih očal. Jaz jih imam kar nekaj, tudi v enem videu sem že predstavila kolekcijo sončnih očal. Zame je to najljubši in najboljši modni dodatek ever, ker če nisi namazana, sončna očala in je vse rešen. Pol itak valjda, če ti sonček sije, da zaščiti tvoje očke. Tako da, evo, ene imam take nove v tejle modri barvi. In potem še take iste v, kakšna je to, marelično svetlo roza. Tale jakna, po moje, da ni nič kaj za dodati več, ker je toliko huda, toliko ženstvena, toliko seksi in mislim, da cel videz čisto popestri. Lahko imaš čisto navadne kavbojke, čisto navadne hlače, spodaj čisto navadno belo-črno majčko, pa bo izgledala elegantna in seksi in za službo in za zvečer, za kam najlepš. Skratka, trenutno moja najljubša jakna, kupila sem jo, oziroma moj dragi mi jo je kupil za Valentinovo. Rdeča barva, Valentinovo, ljubezen, vse gre skupaj, pa še to, da je letos moderna, je pika na i. Kupila sem jo v Zari, stala je 50 €, tole pa je številka S. In smo pri kosu številka 9, to je tale majčka. Ta ti je verjetno že znana, ker sem jo nosila v videu 2 nazaj, ne tipičen make-up tutorial, v katerem fanta povabim na skrivnostni zmenek, poglej si, če še nisi. Torej v številki S, veliko me je sprašvali, kje sem jo kupila, tale kar iz New Yorkera, mislim, da je bila ful ugodna, sam nekih 10 €. V bistvu je čisto navadna, ampak vse na tej majčki naredi tele vezice, valjda pa ta tako vratnik, ki je ločen od vsega tega. Če smo že začeli z oblekco, je edino pravilno, da tudi končamo z obleko. Naslednja je, oziroma zadnja, last but not least, znani stavek, je takale temno-modra oblekca, tudi v bistvu temna, ta kraljevska, pariško-modra bo letos, ful moderna, ta sicer ni čista pariško-modra, ampak je
modra. V bistvu taka oblekca z malo pridihom tega mornarskega stila, tako da za poletje absolutno, obenem pa je taka, da imaš komot tudi pomladi, torej za službo, za šolo, za na plažo, oziroma za na plažo ne, ker je prevroče, zvečer za po mestu, taka vse splošna v kombinaciji torej z japankami, supergami itd. Tudi iz H&M-a, 34 številka, cena pa 15 evrčkov. Drage moje, prišli smo do konca videa. To je bilo mojih 10 pomladnih kosov, zaradi katerih se noro veselim pomladi. Definitivno zapiš, kjer kos se najbolj všeč tebi, kjer ga bi nosila ali pa ga boš nosila, da si dobila zdaj kakšen navdih. Tako da spodaj mi lahko zapišeš. Preden ti pomaham, pa imam še eno posebno naznanilo, in sicer malo sem razmišljala, kako bi se lahko mi še bolj povezale, kako bi lahko tudi jaz vam mečkam pomagala, da bi se še bolj spoznale, in prišla na kar mislim, da eno cool idejo. In sicer, kakor vse veste, ta kanal se imenuje oziroma moj blog Evina lepotilnica. In znotraj torej tega kanala bom vsak mesec, prvi video, ko bo šel na kanal v mesecu, imela rubriko poimenovano Evin bombonček. Kaj to pomeni? Da bom komentar, ki bo najbolj ali pozitiven, ali mi boste sporočili kakšno cool novičko, da ste, ne vem, diplomirali, da ste se poročili, da ste fanta dobile. Skratka, nekaj tazga najbolj pozitivnega, ki bom prebrala, bom nagradila. Nagradila pa vas bom na 2 načina, same boste lahko zbirale. Prvo je, torej, da vam bom poslala neko nagrado, ker dosti make-upa imam, dosti kozmetike, in bom torej nekaj poslala, da vas nagradim, da širimo to pozitivno energijo. Druga stvar, torej lahko bo zbirala ali med nagrado, ali pa, če se ukvarjaš s čim posebnim, ne vem, si recimo pevka, si blogerka, tudi blogerke vabljene, ali si učiteljica joge, ne vem, zmišljujem se, torej, imela boš možnost, da se predstaviš na mojem kanalu. Zdaj to v obliki videa bo malo težko narediti, ker bi bilo kar precej dela. Imela pa boš možnost, da se predstaviš v mojem, torej, description boxu, spodaj v opisu. Torej, napisala bom, kdo si, ti boš povedala, s čim se ukvarjaš, če si pevka, bom spodaj dala povezavo do tvojega videoposnetka, če si blogerka, bom delila tvoj zapis oziroma tvoj blog, če se ukvarjaš z jogo, bom delila, ali ne vem, kaj imaš, ali imaš kakšne videoposnetke, ali imaš blog, skratka, kontakt, da te lahko najdejo, skratka, Evin bombonček, nova rubrika, v kateri ste seveda vabljene vse, da sodelujete. Zakaj? Preprosto zato, da širimo pozitivno energijo, da se dogajajo pozitivne stvari, ker je vse premalo in želim, da je vse bolj pozitivne in da tudi jaz mogoče vam pomagam, ker vem na začetku, ko imaš ali malo naročnikov ali si na neki začetni karierni poti, je fajn, če te tako malo porine. Tako da, evo, vsak video, ko bo šel prvi v mesecu gor, bom eno zbrala, ki se bo lahko torej predstavila ali pa dobila nagrado. Bomo se pol midve že povezali tako, da bo to prišlo v tvoje roke. Vabljene torej absolutno vse, da sodelujete. Ne želim, ne že zdaj pa povem, da boste nekaj pisali na silo, torej da bi zdaj napisali Eva, ful si cool, sam zato, ker pač želite nagrado. Sej vem, verjetno, da bi jo vsak rad, ampak dajte res pisati iz srca. Torej, če vam gre na živce, ne zdaj pisati Eva, koliko si cool, ampak res iskreno, lahko samo napišeš Eva, prebolela sem fanta, se bo meni zdelo to cool in te bom za to nagradila. Torej, res nekaj iz srca, nekaj, kar boš na to ponosna, da res širimo to pozitivno energijo, jaz pa te bom definitivno nagradila. Če bo mogoče v tistem mesecu, to velja za kjerkoli video od danes naprej, torej tudi za naslednjega velja ta rubrika Evin bombonček. Če vas bo več cool, vam bom definitivno več dovolila, nagradila, da se predstavite. Tako da povej prijateljci naprej, vabljena, da sodeluješ, še enkrat ne pa pisati nekaj na silo, ampak res kar čutiš. Kakor sem rekla, sprejemam definitivno pa tudi konstruktivne kritike. Ok, to je to. Mislim, da sem vse povedala. Se gledamo v naslednjem videu. En velik poljubček in čau, čau!